ko enkrat zrasteš 13 centi v enem letu, pa pol, ne 5, 6, 7 na drugem, po mojem nimaš toliko prihodnosti na kolesu, čeprav so zdaj tudi kolesari, jaz sem 195, ne, so, ampak ja, pol sem v basket potegnil, ja, že kar veliko, tako da sem generacija Luke Dončića, tako da sem imel čast v osnovni šoli. Prav z njim? Ja, v osnovni šoli proti njemu smo igrali. Ja, samo okus, zakaj jaz nisem za basket, že takrat. Ja, verjetno, res. Ampak ja, generalno pa, vsi športi me danes zanimajo. Zato, ker hočem razumeti pol športnike iz druge plati. Ja, sej pol boš zagotovo veliko povedal o Human Performance Centru. Jaz se po moje, smo mi že notarne, po moje, že se že snemamo in vse. Tako da lepo pozdravljeni v novo epizodo Torkovega pogovora. Dan z nama je pa Blaž Grmek. Najprej res lepa hvala, da si se odzval na eno vabilo. In mogoče, če se še najni publiki najprej predstaviš, verjamem, da te že marsikdo pozna, ostali, ki te pa ne poznajo, pa mogoče po čem bi lahko vedeli, da si to ti. Ja, najprej hvala za povabilo, se z veseljem odzovem. Kakor že sama veste, me je v bistvu Tim Podlogar vrgel v morje, tako da na tem mestu bi se Timu tudi zahvalil. Upam, da bom vsaj delno upravičil, zakaj sem tukaj. Drugače pa ja, kaj narečem, športni navdušenec, kot smo se v bistvu že pogovarjali 2 minute nazaj, se pravi, sem se ukvarjal z različnimi športi, oziroma ko sem pač enkrat v enem letu oziroma 2 zrastel za tam slabih 20 centi plus minus, sem se nekako pol preusmeril v košarko, igral 8 let v Domžalah, presedel 2 tudi tekmi pri članih na klopci, pa pol v bistvu potem kmalu po zaključku mladinskih pač selekcij šel v penzijo športno, na faks, dietetiko, se pravi na Primorskem sem študiral v Izoli. Šel sem študirati z namenom, ker nisem imel pojma o prehrani. To sem ugotovil tekom faksa oziroma tekom priprav na faks, ko me je zdaj že bolj začela zanimati prehrana, pa sem se malo nazaj obregnil spominov in ugotovil, kako smo v bistvu predvsej napačno jedli, pa mi je marsikaj bilo hitro jasno. Drugače pa delam kot dietetik, sem magister dietetike v Human Performance Centru, se pravi, smo vaši sosedje tukaj v Repnjah. Delujemo, jaz sem tisti, ki težim našim strankam, kako morajo jesti, ampak po drugi strani sem tudi tisti, ki jih proba pač razumeti, praktično, pa pol tudi teorijo mogoče na malo bolj tak enostaven način prenesti tudi njim. Drugače pa kot HPC se ukvarjamo v bistvu z vzdržljivostnimi športniki. Mislim, da jih imamo trenutno že Slovenija in tujina, že proti 150, tam nekje trenutno delujemo, 7-članska ekipa, Tim je tudi eden izmed njih, tako da imamo od prehrane, treningov, testiranj, predavanj in tako dalje. Ampak to delate prav s profesionalci na najvišjem nivoju ali kako? Delamo jaz sem se pravi najmlajši športnik, s katerim sem delal, bil mislim, da 10-11-letnik, sicer on je bil nogometaš, se pravi od mlajših amaterjev, vrhunskih, da reči amaterjev, tako v Sloveniji kot v tujini, pa do praktično tudi, se pravi, športnikov na najvišjem rangu, torej svetovni, evropska prvenstva oziroma olimpijski športniki. Tako da trenutno mislim, da jaz delam iz 5-6 olimpijskimi športniki, vezano zdaj sicer na druge športe, ne kolesarstvo. Sem pa tudi na kolesarstvu spoznal pobliže, posredno, neposredno tudi malo delo za elito. In recimo na koliko nekih področjih delaš z temi rekreativci, profesionalci, recimo samo prehrana ali tudi kaj drugega zraven? Ja, jaz nekako nočem izven svojih kompetenc izstopati, to pomeni, da je nekako moja vloga tukaj jasno določena, torej sem tisti, ki usmerja, izobražuje športnika o pač prehranskem delu, oziroma naknadno sem še naredil, se pravi, tudi certifikat za antropometrista, torej nekoga, ki lahko meri tudi telesno sestavo po nekem protokolu, ki se ga dejansko tudi v kolesarskih, na primer, ekipah v zadnjih letih izredno pač poslužuje, oziroma je tudi eden izmed pogojev, če hočeš delati kot dietetik oziroma nutricionist v
pač elitnih ekipah. No, tako da imenuje se ISAC, kratica protokol in v bistvu temelji na merjenju telesne sestave z pomočjo kaliperja. Zdaj mogoče bi to rekel, to je tista stvar v osnovni šoli, ki me je profesor prijel, pa pol roke odbil, pa mogoče 3-krat zmeril, pa vsake če imam pokazal, to je ta stvar, se pravi, ta pripomoček, ampak po tem protokolu je pač jasno določeno, se pravi, merjenje pač, kje se odmeri, kakšen je pač protokol, tako da traja v bistvu 45 minut plus minus, da so se zmerem, tako da ima bolj verodostojen in velja za eno izmed metod merjenja telesne sestave. Torej, ta telesna sestava, recimo ima Garmin neke tehtnice, ki ti, ne vem, pokažejo, koliko imaš vode v telesu ali okay. to. Kaj si misliš, recimo, o teh stvareh? Jaz, če bi bila zdaj pri nas v laboratoriju, bi dal en primer pač elektronske tehtnice in vam bi pokazal praktično v minuti, kako se da zmanipulirati. Torej, kako mogoče če pride nekdo, ki ima, ne vem, 60 kg, kako da bo pokazal 30-40 kg, kako da bo pokazal 2 kg gor ali pa dol. Se pravi, ta številka na tehnici je zgolj številka na tehnici, moramo jo znati ustrezno interpretirati in v ustreznih pogojih pač izvesti. Garmin, se pravi, kjer pa ima še več funkcij, kot samo ta, ki kaže številko, je pa zelo podoben odgovor. Se pravi, lahko se jih da zmanipulirati, se pravi, če je merska napaka, je pač načeloma stalna, tako da če jo vzamemo za kup, je lahko tudi to uporabna zadeva. Definitivno se pa ne bi 100% zanašal na to. Naprimer, ena anekdota pride, športnica k nam in zelo pogosto mi reče, Blaž, jaz bi imel pa rad body fat, telesno maščobo pod 16. In zdaj, jaz se tukaj vedno vprašam, po kateri metodi hočeš. Zato, ker naprimer že po metodi merjenja telesne sestave z ISAC-om poznamo več kot 100 različnih enačb, ki ti izračunajo telesno maščobo. In jaz se vedno vprašam, povej mi, koliko bi rad imel, pa ti bom najdel enačbo, ki bo to izračunal. Se pravi, zelo pozorni moramo biti pri interpretaciji teh podatkov oziroma pri metodi, katero uporabljamo. Torej, če uporabljaš tehtnico, vedno na istem mestu, vedno v istih pogojih, zjutraj na tešče, v samo spodnicah in pač tudi, se pravi, da upoštevaš te pogoje, plus potem mogoče še prehranske, vemo, če si dan prej zelo dobro nafilan, bo številka pokazala več, ker je pač glikogen vezal pač vodo, se pravi, si teži na račun vode, ampak to ni telesna maščoba, katero si marsikdo interpretira. Potem, ne vem, pri puncah menstruacija, menstrualni ciklus je tak, kjer lahko tudi, nekatera literatura kaže tudi do 4 kg več pokaže. Jaz v praksi zaznavam tam nekje med 2-2,5, se pravi, obdobje pred menstruacijo. Pol tudi določene zdravila lahko vplivajo. Se pravi, mnogo je teh dejavnikov, s katerimi lahko ti direktno, zavedno ali pa v bistvu nezavedno zmanipuliraš to številko in zato pač mladim polagam na srce, ne se 100% zanašati na eno številko in če si že daš nek cilj okvirni, ne bo to malo bolj definirano v smislu oziroma ne vem, 60,3, ampak 60 do 62 in je to pač nek razpon, katerega si želiš imeti. A je pa pol kakšen boljši način, da gledaš svoj napredek s tehtnico? Misliš v smislu telesne sestave? Ja. Zdaj, najboljša metoda za to si noben ne želi, se pravi, zlati standard za merjenje telesne sestave je kadaver truplo, se pravi, takrat vam najbolj natančno lahko zmerimo telesno sestavo, ampak tega si verjetno ne vama, ne gledalcem vajenim ne želimo. Se pravi, kar je pa od tega dalje, je pa vse, ima neko mersko napako. Se pravi, ima neko plus in minus vsaka metoda. Tako merjenje z tehnice, kot to metodo, katero pri nas uporabljamo, ima tudi tako pluse kot minuse. Naprimer, že to, če bi jaz delal 5-6 militev zapored, že moja utrujenost je lahko pač stvar, katera bi vplivala na rezultate. Ampak imamo še naprimer druge, se pravi, DEXA je naprimer zadeva, ki se zelo pogosto uporablja tudi pri kolesarjih na letni bazi, mogoče enkrat, dvakrat se pri profesionalnih naredi, načeloma je to zlati standard za merjenje kostne gostote, obenem pa se lahko tudi zmeri, se pravi, vsebnost telesne maščobe, mišične mase, oziroma pustne mišične mase, ampak spet, se pravi, naprava, katera se tudi delno bi dala zmanipulirati, potem imamo različne bije
pod in podobno. Načeloma je potem res odvisno tudi, ko delamo, ne, od posameznega mogoče podjetja, pa posameznika, kaj ima sploh na razpolago, ker velikokrat so to finančno pač drage zadeve in se pač ne gre, ali pa mogoče kakšna sevanje, se pravi tudi v primeru se pravi magneta, tako da načeloma je čisto zavisi. Po eni strani je pa to zgolj eden izmed podatkov in pač ne povedemo vsega, ne, tako da katerokoli metodo se poslužujemo, je smiselno, da jo pač obravnavamo z pač pikico skepticizma oziroma na daljši rok potem tudi vidimo, koliko v bistvu, v kakšno smer dejansko gremo. No, se to z merskimi napakami, merske napake so povsod, ne, jaz malo bolj delam na fizikalnem področju inženirstva, pa to brez merskih napak ne boš nič naredil. Absolutno, ja. Saj tudi, na primer, po metodi, ki jo jaz delam, se pravi, ki je protokol zastavljena, je tudi merska napaka všteta, oziroma naredimo več krogov meritev, se pravi, večkrat to zmerimo kožno gubo, vsaj 2 kroga sta narejena in mora biti, mislim, da manj kot 1% razlike med prvo pa drugo, če ni, se ponavlja tretji krog. Se pravi, želimo potem izbrati neko metodo, ki potem znamo interpretirati lažje to mersko napako oziroma jo vzamemo za zakup. Bistveno pa mislim, da to povemo pač strankam, se pravi športnikom, da oni tudi razumejo, ne, da te meritve niso nujno vzete za sveto in da, ja, kot sem prej omenil, je pomembno še kaj drugega, obenem pa, če se zanašamo na to, imamo neko zavedanje, da ja, nekolikšno odstopanje sigurno pač je. Ja, zdaj, ko si govoril o sestavi telesa, ne, pa recimo mišice, maščobe pa to, a lahko tudi zmerite recimo tako, koliko je nek kolesar bolj eksploziven recimo, ali pa vzdržljiv pač po mišicah, ne, po mišičnem vlaknu, če lahko se to določi. To je v osnovi tudi mogoče smiselno na tem mestu meniti, sem jaz po izobrazbi dietetik, tudi fiziološko mogoče bi tukaj bil tim bolj pravi odgovor, sigurno. Ampak ja, ni tako enostavno, je tiste ponavadi znanstveni odgovor, ki ga noben ne mara, oziroma pač ja, te spet pušča v mogoče nevednosti v določenih primerih. Sigurno pa pač ja, telesna sestava kot taka direktno zdaj tega ne moreš oceniti, definitivno pa pač ja, stvar, s katero se lahko preverja z drugimi protokoli, oziroma mi pač gledamo kvaliteto oziroma zmogljivost posameznika preko testiranja. Naprimer, pri nas izvajamo VO2 max, laktatni profil, ventilatorne prage in preko tega se pravi, se potem spremljanje napredka bistveno lažje potem oceni, oziroma tudi da feedback športniku, se pravi, kakšen je napredek oziroma kje so mogoče potencialni omejitveni dejavniki. Telesna sestava pa jaz osebno kot tako jo bolj tudi uporabljam z namenom, da preprečimo kakšne znatne padce, ki so lahko posledica pol nezadostnega energijskega vnosa oziroma razpoložljivosti. Tako da vsaj jaz kot dietetik ponavadi je to mi večja skrb, kot pa da bi pol preko tega interpretiral specifično, kako se boš ti odzval na določene segmente treninga. Kaj pa recimo, ko pogledaš kakšne profesionalce, ki imajo dirke, recimo kad je Tour, ne, me zanima, kaj je za njih najbolj pomemben del, recimo imaš nek dan, kjer je dirka, del prehrane, ne, katera čas dneva je najbolj pomemben. Pred dirko, med samo dirko in pa po dirki, ne, za regeneracijo, tako, pa kaj bi nekako se... Ja, zdaj, mogoče bi to vprašanje malo razširil, pa bi v bistvu rekel, da pomembnost tura, naprimer, se začne za osebje kot tako že več tednov, mogoče mesecev prej, a pa že takoj po koncu tura se že razmišlja o naslednjem turu, ker pač je verjetno vsaka etapa specifika zase in vsak kolesar je specifika zase. In v tem pač primeru dejansko, če želimo postaviti dobro izhodišče za pač to preizkušnjo, je treba gledati celostno. In celostno v tem primeru pomeni, da je dejansko vsak moment je ključen, če ti hočeš, se pravi, kolesarja spraviti na maksimalne obrate oziroma pač na specifične cilje, ki si jih zada ekipa za posameznika. Tako da dejansko v tem primeru bi rekel, da je za obdobje pač regeneracije oziroma mislim, koliko je sploh možna na teh dirkah, se pravi, in pripravo pomembno od, se pravi, začetka sezone pa do konca, se pravi, ena trenažni proces, dva, da ti športnika prehransko dobro podpreš, ker to ti bo omogočilo, da bo lahko potencialno izkoristil pač največ, kar se le da v danem
situacijo potem na turu v tem primeru. Po drugi strani ga ne vadiš, treniraš prebavila, ne, to je le tedenska preizkušnja, kjer je stresna prebavila zelo velik in če ti prebavila nisi že prej, se pravi, navadil na to, mislim, je to obično pričakovati, da boš v bistvu vmes ga navadil, se pravi, že prej treba razmišljati o tem, tako da v bistvu to celotno obdobje je dejansko razpotegnjeno dlje, kot si mogoče marsikdo misli, pa ima gledalec občutek in je dejansko pomembno tako priprava prej, kot potem zadnje dni oziroma predvsem zadnji dan teh loadingov in pa potem, da se drži pač celotno zastavljeno strategijo skozi celoten tur. Zdaj, kaj to pomeni, to je dejansko odvisno pol individualno, zdaj odvisno od energijskih potreb, odvisno od vloge posameznika, ne vem, tisti, ki hočemo na koncu, da zmaga, načeloma pač je pomembno, da ima energijsko razpoložljivost na koncu še vedno na nivoju, da lahko finalni šprint potegne ali kaj v tem smislu, ali pa zvozi nek zadnji klanec ali pa dva na maksimum. Kaj pa se ti zdi najbolj pomembno, recimo med ogljikovimi hidrati, beljakovinami, vlakninami, minerali? Mislim, carbs do wonders, načeloma je to nekaj, kar, če malo pogledamo nazaj po literaturi, je bilo že kar nekaj desetletij nazaj znano, pa je prišla moja tudi LCHF fama, se pravi keto v smislu ekstremno nizkega vnosa ogljikovih hidratov, ampak se počasi zdaj spet vrača nazaj, se pravi dejansko, da so ogljikovih hidrati tisti temelj, primarni vir goriva, tudi najbolj ekonomičen vir goriva, če ga primerjamo z beljakovinami pa maščobami, kjer ga pač želimo izkoristiti oziroma se pravi čim bolj nafilati energijsko dobro podpreti telo. Zdaj, v tem primeru je pa edina samo težava, da zalog maščobe je načeloma neomejeno, če malo zdaj pompozno odgovorim, medtem ko je zalog ogljikovih hidratov oziroma skladišče ogljikovih hidratov, to so glikogenske zaloge, mišične jetrne, pa žal omejeno. Tako da načeloma moramo pač v bistvu skrbeti, da so te zaloge čim bolj konstantno polne, oziroma v primeru, ki sem ga prej izpostavil, da tisti, ki gre v finalni šprint, ima več zalog od svojega sotekmovalca oziroma tako da načeloma so hidrati tukaj ključni, je pa dejstvo, da ne smemo pozabiti tudi na ostale zadeve. Zdaj, jaz vedno dam primer osnov prehrane na primeru avtomobila, se pravi, danes sem se jaz pripelil, zdaj, če sem imel polno gorivo oziroma če imam na polno rezervoar, lahko grem ne sam grem lahko še naprej, ne vem, do Kopra, Portoroža in lahko spravim avto na zelo velike obrate. In če sem šel s polnim gorivom, pa če vmes v bistvu zdaj karikiram, prenesem, če kolesar je, pač poskrbi, da se te zaloge počasneje praznijo. Po drugi strani pa kolesar avta ne more stati skupaj, če nima nekega ogrodja, to so beljakovine, tudi izredno pol pomembne v odnosu, predvsem v regeneraciji. Pol imamo maščobe, ki so dejansko tudi sekundarno gorivo in kjer je tudi zelo pomembno, da se pravi, kolesar ima možnost najvišje porabe, kar se le da, to so prav to gume, s tem upravljam, se pravi, rabiš prehransko gledano, jih ne rabiš veliko, prav 4 oziroma rezervna, ampak so vsem zelo pomembna, ker kot drugo gorivo je potem tisto razmerje samo važno, kaj se več uporablja. Pol pa, če še malo zakompliciramo, rabiš tudi, s tem upravljam, če vožeš dizla AdBlue, se pravi, da ti motor normalno laufa, so to vitamini, minerali, sadje, zelenjava, tega je načeloma pa tudi vnosa vlaknin, ker si prej omenil v obdobju tura nekoliko manj, ker enostavno pač sploh višji vnos vlaknin, ti lahko ena potencialna prebavne težave, 2 onemogoči, da bi dovolj pojedel. Probamo pa pol izkoristiti tista obdobja, večerje, po večerki, da se malo bolj hranilno podprejo. In peta stvar, se pravi hidracija. Zdaj, kaj je vroče, verjetno sama veste, če greste na kolo, pač po eni strani ti ne pomaga, če imaš polno gorivo, če pa pač enostavno si dehidriran v primeru kolesarja, ker pač vpliva negativno na zmogljivost. Kaj bi recimo predlagal nekmu čist rekreativcu, kaj najbolj za hidracijo, elektroliti, ne vem, ker ni najbolj, da samo vodo piješ, ker recimo greš na kolo, pa nimaš nič za mešati zraven, lahko samo vodo piješ, se nekako spereš in si čist. Ja, načeloma je tako, zdaj odvisno je spet, koliko časa greš, pa koliko je ta pač vadba zahtevna. Če ti upoštevaš teh 5 stvari, ki sem jih jaz omenil, načeloma elektrolite že s prehrano v bistvu lahko v zadostni meri vneseš, če pokriješ svoje energijske potrebe. Po drugi strani pa predvsem elektrolite dodajamo, če je aktivnost daljša od 3 ure in naprej, tam so potrebe po energiji oziroma po pač
stopnji znojenja po elektrolitih sigurno više. Tako da načeloma, ja, če je zdaj to nek coffee ride, pa je to uro pa pol, dejansko lahko že z, samo bidonom vode, pa mogoče nekih 20-30 gramov hidratov sabo in je mogoče to lahko v tem primeru celo banana, čisto dovolj. Če pa ti greš na neko daljšo aktivnost, tam je treba biti pa toliko bolj pozoren, ne samo nos hidracije, ampak tudi se pravi določenih mogoče izdelkov. Zdaj imamo, večina proizvajalcev že dodaja noter tudi se pravi v gele, napitke, dodaja se pravi elektrolite, to pomeni, da če nam pokriješ potrebe po hidratih, vneseš noter se pravi tudi to. Recimo pri endurancu, jaz imam od endurance gela in to. Tam mi je bilo nekaj zanimivo, zdaj se ne spomnim čist, ampak poleti, ki so više temperature, bolj toplo, zdaj se ne spomnim, se mi zdi, da rabaš manj ogljikovih hidratov, kot recimo, če je mrzlo. Ja, načeloma je stopna eksogenih, se pravi vnešenih ogljikovih hidratov, ko je se pravi vroče nekoliko nižje, se pravi, zato ker v bistvu tudi se pravi kri se iz mišic prenese nekoliko bolj v podkožje z namenom ohlajanja in je to v bistvu primarni cilj. Ampak na tej točki pa mogoče še ena opaska, se pravi, če mi želimo naše energijske zaloge res čim bolj izkoristiti pa imeti polne, pa vemo po drugi strani, da mogoče poleti moramo manj nanašati, ker se ne bo izkoristili poenostavljeno, pol je toliko bolj pomembno, da začnemo v prehrani že prej razmišljati. Zelo velikokrat pridejo k nam rekreativci, pa so tako, jaz jem 120 gramov na uro hidratov, to imam vse pošlihtan, sam težava je, če ti začneš voziti avto s lučko, zaradi s praznim gorivom, pol ti to ne bo ful pomagal, ker se ne bojo zaloge nazaj napolne. Tako da ena stvar, na katero je smiselno biti pozoren. Zanimiva primerjava. To je res tako, ker če boš ti štartil, pa bo tank prazen, ne glede na to, kaj narediš, ne boš več gor. Načeloma, fiziološko gledano, oziroma tako da ima reči, če je zahtevna vadba na meniju. Zdaj, v smislu, če greš ti spet na coffee ride, pa se tako le malo cona ena, mogoče 2, pač 1 urco, 45 minut, to je druga stvar. Pač tudi ugljikovi hidrati v tem primeru. Ja, po eni strani to, po drugi strani pa tudi presežek teh, lahko ti ostane v prebavilih, ker se ne bo uporabljal in boš imel prebavne težave. Torej si ne delaš ravno uslugi. In zato pri nas potem tudi probamo delati po nekem approachu fuel for the work required, v smislu, da se glede na vadbo, ki je pred tabo, ustrezno probaš podpreti. To pomeni, da včasih je ogljikovih hidratov že dan prej, neka dostojna večja količina, včasih pa je polovica dneva ni zakonos, potem pa povišamo ali pa obratno, odvisno kaj pa kdaj športnik trenira. Ravno s tem namenom da poskušamo tudi malo delno manipulirati oziroma poskrbeti, da so zaloge energije polne. Ja, ker recimo jaz, ki grem na kolo, imam vedno tako, si rečem, danes bom pa vzel čim več gelov, pa jih bom lahko čim več pojedel, kolikor jih bom hotel, ampak recimo na en gel ima 45 gramov ogljikovih hidratov, ki je nekako meja, kaj je še smiselno vzeti, glede na to, da recimo, če voziš v visokih conah plus za 4, kdaj tudi 5, so potrebe po ogljikovih hidratov večje, zato ker ne moreš dobiti vse energije iz maščob. Ja, sigurno, se pravi, kot sem prej omenil, poleg tega, da se uporablja hidrat, se uporablja tudi maščobe. In zdaj bolj kot je vadba zahtevna, bolj začne telo se pravi računati na ogljikovih hidrate in manj na maščobe. Ampak nikoli ni zdaj 0, porabljam tega in 0, sigurno ne. Ampak ja, se pravi, da ti odgovorim na vprašanje, pri večini kolesarjev vnos na 90 gramov na uro, če zdaj govorimo tudi o zahtevni vadbi, nima smisla. Prišla je fama 120 gramov ali pa celo več iz študij, med drugim je bila ena tudi v našem labu narejena, kjer se delale predvsem z namenom, kako najde če dodaten procent 2 pri profih. Sicer je res, da po drugi strani določeni amaterski kolesarji ali pa športniki so po zmogljivostih že tudi primerljivi, mogoče tudi s kakšnimi profi. Tudi ko se dela študije, pa profi nima ravno časa, vzameš najboljšega amaterja, se pravi, po nekih kriterijih, ki jih določimo za potrebe študije. Tako da tudi to je mogoče treba vzeti v zakup, ampak večina
si dam, pač upam, da je troko ogen gledalca, ki zdaj bo to poslušala, pač ne pade v ta del. Tako da načeloma je do 90 gramov ok, pa še ena stvar je treba ločiti, absorpcija pa toleranca. Ti sicer lahko zaužiješ 100, 120, 130, 160 gramov ogljikovih hidratov na uro, zaradi to je, koliko so tvoja prebelila, pač toleranca sposobna to sprejeti. Ampak, a se bo pa to dejansko uporabljal, absorbiral, je pa druga pa stvar. In večinoma je tukaj odgovor, da se ne bo. In tudi zdaj v bodoče, verjetno pač znanost stremi tudi k temu, da se bo čim bolj probal to individualizirati, se pravi, da se bo probal najdeti, se pravi, vnos glede na stopnjo absorpcije pač posameznika. Zdaj, toleranca je mogoče sicer lahko uporabljena, če ti hočeš trenirati prebavila, ampak kot sem rekel, za večina na 90 gramov na uro nima smisla. Oziroma, ne vem, tudi v primeru, da pač specifiko nekdo dirka, pa greš na vzpon za 1 uro, 40 minut, tam ne rabiš 90 gramov na uro. Tam karikiran, če si dober, nafilan, energijsko, mogoče malo hidratov v bidon, če je pač praktično, ampak nima potrebe pa več. Ni potrebe pa več. Kaj pa sladkor, recimo, ker govorimo že o kompleksnih ogljikovih hidratih, kaj pa sladkor, recimo, kaj pa njegova vloga? Cukor, sladkor spada pod carbs do wonders, kar se tiče pač športnikov oziroma energijskih potreb, oziroma pozitivnega vpliva na zmogljivost. Zdaj se tudi kompleksni se bo potem enkrat razgradili na enostavne telesa. Tako da dejansko enostavni sladkorji kot taki, pa tukaj mogoče ne samo glukoza ali pa maltodekstrin, tudi pri izdelkih vidiš, da se dodaja noter fruktozo, so zlata vredni v obdobju pred, med in pa tudi tik po, se pravi, aktivnosti, ker ti dejansko najhitreje omogočijo, da tvoje zaloge energije, glikogena oziroma ta naš rezervoar, ki sem ga prej omenil, dobi, se pravi, energijo ali za trening ali pa da se čim prej nazaj nafila. Tukaj imamo mogoče še eno primerjavo, ki je zelo velika, fruktoza je enostavni sladkor, ki je zelo bil tudi na tapeti, pa da negativno vpliva na zdravje in to. Pač to je spet stvar, ki si jo moramo znati interpretirati. Naprimer, bile so študije narejene, ki so dali 200 gramov fruktoze na dan pri kolesarjih, se pravi pri aktivnih posameznikih, pa ni bilo negativnih vplivov na zdravje. So pa študije, kjer je visoko nos negativno vpliv, ampak pri nekomu, ki je pač povzročil energijski presežek, pa je bilo pa prekomerna telesna zamaščenost, debelost. In fruktoza kot taka je zlata vredna, se pravi, če ti hočeš zelo pač izkoristiti, to pa tudi v pač tematiki o absorpciji zelo pomembno, se pravi to stopno absorpcije. Se pravi, vemo, da je nekako omejen vnos glukoze nekje na 60 plus minus gramov na uro, če pa doda zraven fruktozo, pa prijemo do 90, lahko tudi nekoliko več, se pravi, izkoristka uporabe tega. Tako da jaz tukaj vedno dan za primerjavo, zdaj, se pravi, če smo bili pri avtomobilih, pa gremo zdaj na tovornjake, se pravi, greš iz Ljubljane do Kopra, žal imaš en rumeni tovornjak, kjer lahko nafila riž, a pa testenine do vrha in samo eden tovornjak je v našem telesu, ki lahko v dani situaciji gre v to smer, več ne moreš natovoriti. Hvala Bogu, ima pa človeško telo še en tovornjak, zelene barve in to vir fruktoze, ki je lahko mogoče daš zraven obroka za zahtevne aktivnosti, med, marmelado, kakao, sok in lahko potem se pravi isto pot v istem času preneseš hitreje, več goriva oziroma pač tovar. Ja, zanimiva primerjava. Vsi znam zdaj predstavljati. Ja. Nekako pač športna prehrana je nekaj znanost in jaz mislim, da je naša dolžnost, da jo probamo na razumljiv način povedati. Je zagotovo razumljiv način. Kaj pa recimo sol, ker v bistvu zdaj, ko si govoril o fruktozi, da je nezdrava za neke ljudi, ki nič ne delajo, malo manj delajo. Če pa ti nekaj porabljaš, je pa prav, da pač se tudi nafilaš pa nazaj. Mislim, mogoče, če se tukaj dotaknem nezdravo, mislim v kontekstu prevelikega vnosa. Zdaj, nezdrava, življenjsko ogrožajoče v kontekstu prevelikega vnosa lahko tudi voda. Se pravi, tudi tega se ljudje umirajo. Tako da si znamo interpretirati. Se pravi, jaz vedno pravim svoji babici, ki sam leži na posli, ne bom svetoval na gumi bombone, ker to, mislim, se ne bo učinkovito lahko uporabljal, niso kaj hranilni za njene potrebe, medtem ko pri kolesarju pač za njegove potrebe večje aktivnosti, ki tudi badevajo vsebojo fruktozo, so lahko zlata vredni. Vezano na sol si me vprašal. Ja, na sol. Recimo sol naj bi bila nezdrava, ampak med znojenjem, ki si v neki aktivnosti,
je pa potrebno, da jo nadomestiš. Ne? Sigurno, spet, če primerjamo nekega normalnega, manj aktivnega posameznika, kjer je njegova stopnja znojenja definitivno nižja, oziroma na kavču vse načeloma manj potiš, kot pa pri neki aktivnosti, se moramo zavedati, da večina tudi teh smernic je nastavljena za splošno populacijo. Medtem ko potrebe lahko se podvojijo, potrojijo, po pač tudi soli, ki je v bistvu natrijev klorid, oziroma pač je glavna sestavina našega znoja. In tukaj moramo biti toliko bolj pozorni. Zdaj, naprimer, en primer, če vam dam, verjetno bo zanimivo. Delal sem prehransko strategijo, oziroma naša prehranska ekipa je delala strategijo za udeleženca Rama, se pravi Race Across America, 4800 km, v 12 dneh je prekolesaril, izjemna vročina, 40 do 50 stopinj. Tam pač je dodatek soli zlata vreden. In dejansko smo vnos kar povišali, konkretno nad priporočila za splošno populacijo, predvsem tudi z namenom, da se dobi oziroma pokrije izgube, pa tudi omogoči boljšo v bistvu hidracijo preko tega. Kaj pa maščobe, recimo, ki jih delimo na nasičene, nenasičene, a so kakšne bolj pomembne za športnika ali nikoli? Mislim, maščobe kot take, se pravi, verjetno bilo pogosto boste zasledila, so omega-3 maščobne kisline, ki jih načeloma najdemo predvsem v nekih mastnih ribah, morskih sadežih, algah, čeprav verjetno to marsikdo vsaj na tem območju ne je, se pravi mastne ribe, ki so omenili, losos, skuša, sardine in podobno. Se pravi, tukaj so pač pomembne, pozitivno pač ima korelacijo z kognicijo, kognitivno zdravjem srca in ožilja. Določene literature se tudi malo nagiba k performansu, ampak iskreno, če že, saj pri nas jih ne uporabljamo zdaj s primarnim namenom kot takem. Po drugi strani popolnoma naprimer nasičene maščobe, pa transmaščobe, ki so sicer tudi zakonsko omejene in pač v večjih količinah negativno vplivajo na določene zdravstvene markerje, si jih pa želimo v manjši količini, to so neka predelana, ocvrta hrana, tudi mogoče določeni veganski, vegetarijanski izdelki, ki so spet promovirani, včasih že kar malo preveč kot edina pač dobra stvar, in vsebujejo tudi določene pač te maščobe in pa seveda tudi določene živalske izdelki predelani, tako da načeloma potem vedno pazimo, ampak nočem, da pride do zaključka, da je pač neki zdravo, nezdravo, se pravi črno-belo razmišljanje, tudi, ne vem, neke predelane zadeve so lahko čist ok v zmernosti posameznika. Zdaj, kaj je zmernost za posameznika, je sicer spet stvar diskusije, ampak ko nekdo pride k nam, poskušamo mu pač tudi ta aspekt predstaviti. Se pravi, ne vem, če greš na neko, ne vem, zdaj imam enega športnika, ki gre na neko poroko, tam bo verjetno hrana malo bolj procesirana, pač če vzame nek kos nečesa, pač je ok. Če ti pokrivaš 80-90% osnove energijske potrebe po hranilnosti, ne rabimo komplicirati. Zato, ker tudi iz psihološkega aspekta dobimo veliko športnikov in ni fajn, ko vidiš, da ima zelo striktno prepričanje v določena živila in to negativno že vpliva tudi na razumevanje prehrane kot take. Recimo, ko si omenil vegan ali pa vegetarijanc. Zdaj, če si ti recimo vegetarijanc kot profesionalen športnik, a to bi šlo recimo pri kolesarstvu ali pa tudi tako, če si rekreativc, kako lahko kot vegetarijanc nekako zapolniš neke luknje recimo v mesu, beljakovine in to? Najprej ne izpostavljam, da osebno nimam nič proti nobenem režimu prehranjevanja, če je pač pametno zastavljen. Tudi delal sem že, oziroma delam z veganskimi, vegetarijanskimi športniki in se da zadeve pač pametno zastaviti, je pa dejstvo, da rabiš nekoliko več vložiti dela v to, oziroma mogoče tudi razumevanja, tudi strani potem stranke, pa določene zadeve potem je smiselno redne preverjati, se pravi kar na sliko v smislu železa, kalcija, mogoče če se izogibaš pač mlečnih izdelkov, vitamina D, cinka in podobno. Se pravi, malo bolj moraš biti dosleden, pa kakšna stvar je verjetno treba posuplementirati.
kakšen B12 je tudi zelo na udaru, se pravi. Tako da se je mogoče malo bolj kompleksno, sploh ko pridemo za prehrane, definicije športne prehrane, ker si želimo visoke energijske vnose, povedam pa predvsem pred tekmovanjem nizek vlakninski vnos in veliko teh izdelkov pač temelji tudi na višjem vnosu vlaknin, ampak načeloma, se pravim, če je pametno zastavljeno, se tudi da in delal sem že, oziroma verjamem, da bom še delal za takšnimi športniki. Kaj pa prehranska dopolnila, recimo proteini ali pa vitamin C, B, D, kaj si o tem misliš? A je to nujno, ključno, da si ti nek zdrav športnik, ali je to recimo nujno samo za profesionalce, ki je res? Jaz se vedno pošalim, ko pridejo stranke k nam, sem v prvi vrsti, a pa v drugi je tudi ekonomist. To pomeni, da jim veliko večino suplementov jim skenslamo, ker so nepotrebni, so do njih prišli zgolj preko marketinške fame in podobnega. In suplementiramo ponavadi, če že na podlagi pač krvne slike in potencialnega pomanjkanja specifičnega hranila. Dejstvo je sicer spet, da so potrebe športnikov višje in da tudi referenčne vrednosti, ki jih dobimo v laboratorijih, niso nujno vedno najbolj oprijemljive, zato pač prav, da smo mi izobraženi strokovnjaki o tem. Tako da načeloma mikrohranila kot taka, naprimer vitamin C, multivitamini, to se suplementira zgolj, če imamo neko indikacijo, pa tudi multivitamini načeloma se jih niti ne priporoča, naprimer, ker si želimo specifično pomanjkanje pač nadomestiti, ker med sabo imajo določeno interakcijo, pa je slabši izkoristek, ali pa so celo doze ogromne, ne vem, vitamin C, imamo konjske doze in višji vnos vitamina C dejansko zavre mišično adaptacijo na trening, ker si ne želiš načeloma, tako da je to stvar, pač, na katero smo pozljivi, delam iz profi, ker moramo biti še dodatno pozljivi zaradi dopinga, tudi stvar, katere pač lahko zelo hitro na udaru, če nisi pozoren. Po drugi strani pa zdaj verjetno predvsem pol mlade zanima, kaj pa za izboljšanje zmogljivosti. Načeloma je tako, če ne boš imel pošlihtanih osnov, je to plunko v morje, se pravi suplement. Pa lahko govorimo o znanstveno podprtih betalaninu, sodi, kofeinu, kreatinu in podobnim. Če nimaš pošlihtanih osnov, ti iskreno to ne bo pomagalo, oziroma lahko ti kratkotrajno pomaga kot nek učinek placeba. Nezanemarljiv sicer, ampak dolgoročno mislim, da ni to zadeva, ki jo želimo pač imeti. Tako da, Ja, vse, ki si rekel o kofeinu, se mi zdi, da tako, ki je v gelih, recimo, da ti pravzaprav ne pomaga nekaj prav veliko, da v bistvu je gel bolj sam zaradi tega, da dobiš neko energijo, ogljikovi hidrati, od kofeina, kakor vem, ne dobiš neke energije, ampak ne, direktno samo bolj poživi, ne? Direktno v bistvu se veže, ne bomo zdaj ful komplicirali, na receptorje in v bistvu zmanjša ali pa zakasni, se pravi, utrujeno, se pravi, bolj s tem namenom, se pravi, ne pa, da boš direktno dobil zdaj energijo kot tako. Tukaj so ogljikovi hidrati ključni, v določenih primerih se ga uporablja tudi pri profih, ne vem, tisto, ki sem omenil prej, primer rama, se pravi, po 12, mislim, po določenih dnevih, te 12-dnevne preizkušnje se ga je tudi suplementirali, predvsem z namenom, da se ohranja budnost, to je pač ni glavni namen, tako da načeloma, če suplementiraš, je pač pametno poznati sploh, zakaj suplementiraš. To sem omenil zaradi tega, ker sem šel enkrat na kolo z enim prijateljem, in ga je malo pobrala, ne? In sva se ustavila in sva kupila en Red Bull, ne, za njega. In ima pač veliko kofeina, ne. In na začetku se je zelo dobro počutil, pol pa je šlo pa sam še dol in v bistvu je bil nekako pol slabš, kot je bil prej, ker v bistvu ni dobil nobene energije samo za nekaj minut. Res par minut je trajal ta dober efekt, pa je nekako izgubil ta kofein svojo moč in pa je bilo še slabš. Mislim, potencialno morda, ker bi se lahko izgubili rebound hipo, se pravi, da mu je zalina bil gor in pol je šlo dol, se pravi, padel kratkotrajno hipo, se pravi, predvsem pol tukaj je govora o hidratih, ampak ne bi o tem primarno kompliciral, ker je to zelo redek pojav, pa če že se ga tudi da učinkovito prehransko zmanipulirati oziroma pač zmanjšati. Kaj pa recimo, ko greš na kolo, pa hočeš dobiti nek vir ogljikovih hidratov, a je to
vedno najboljš gel, ne? Ali mogoče kakšne ploščice. Ma ne, ker so aktivnosti neke nizkointenzivne, pa če greš na cona 2, pa če imaš tudi malo, šprintaš na krajše časovno obdobje, ne bi kompliciral vedno z geli, pa z napitki kot takimi. Jaz pravim, da tudi pri hidratih na kolesu je fan, da imaš neko raznolikost, tudi ne vem, prej, ko smo se v turu, ko smo se ga malo dotaknili, pač tudi tej fatig je zelo pogosto lahko težava, če ti več zaporednih dni pač ne dirkaš, pa imaš težke treninge, pa se verjetno sam več imaš ta gela, pa ta okus gela že malo čez glavo, ali pa ne vem, napitka. Ne. Tako da ne, tudi gumi bomboni so tukaj lahko priročni, potem spet odvisno, koliko je zahtevno, ampak tudi kakšne energijske ploščice, večina sicer jih ni dovolj kvalitetnih, ampak naprimer že Frotabella je tukaj lahko čisto ok izbira, tudi kakšna banana, ti riževi vafli, ta klasika, je lahko čisto ok, ali pa tudi kakšne ledeni čaj, multisole, zdaj je to, da se malo prekine ta monotonost. Ja, sej opažam, da je zelo pomemben, da imaš neko raznoliko prehrano, da nimaš skozi ene in iste stvari, ker v bistvu pa tudi želodec to težko prenese. Ja, pa ne, ni vse samo v rižu pa testeninah, zelo pogosto, ne vem, kolesarje, ko vprašaš, kaj so bili hidrati, ja, riž pa testenine, pa zdaj so gumi bomboni še aktualni, pa se pa že kar zna konča. Imamo še, ne vem, zdrob, kuskus, njoki, naprimer so lahko zelo uporabni za loading, kot je pol krompir, pol imamo tudi druge bolj lahninske, se pravi, ki si manj aktivno uporabljane, majdova kaša, rostena kaša, ovseni kosmiči, bulgur, kvinoja in podobno. Se pravi, spektr ogljikovih hidratov je večji in tudi naprimer na preizkušnjah, kot je Tour, Vuelta in podobno, se pač je delo dietetika, da poskuša pač preprečiti ta fatig, oziroma da proba poživiti obroke in tudi, ne vem, mislim, da je Tim celo razlagal na enem podcastu, pa intervjuju, da so imeli takrat, ker je še bil pri Bori, so imeli neke burgerje, pice, se pravi, oblikovane za potrebe kolesarja. Ja. Da se da pojesti. Ja, predvsem ja, to. Sej, to je zelo tako, sej tudi od človeka odvisno, ampak meni je zelo pomemben, da nekako to je dosti lahko, da lahko zaužiješ to, ne pa zdaj, mogoče ima kakšna stvar več ogljikovih hidratov, pa manj vlaknin, recimo, ampak če meni neki paše, bom to lažje pol pojedel, ne, in mi je pa nekako boljš. Pa tudi zanima me, a so tako vse stvari imajo približno enako ogljikove hidrate, recimo krompir, to je zdaj isto, ali boš testenine jedel. Ja, tukaj treba biti malenkost pazljiv, da moraš, da dobre viri ogljikovih hidratov, se pravi bogatejši viri ogljikovih hidratov, tam na 100 gramov vsebujejo vsaj 60 gramov ogljikovih hidratov. Sam v bistvu padejo pol riž, testenine, zdrob, kvinoja, ovseni kosmiči, tisto, ki sem prej omenil, medtem ko se pravi, polento sem še pozabil, medtem ko krompir, njoki so pa na spektu tam med 20 do 30 gramov ogljikovih hidratov na 100 gramov, kar pomeni, da načeloma ni problema, če jih imaš, ampak jih moraš še toliko več zaužiti, ker je pa za nekoga lahko volumensko gledano pač predstavlja problema. Ne vem, pol tortilji niso pol nekje vmes za vnosen kruh, načeloma, če to se ga verjetno daje tudi kakšno večjo količino zaužiti, imajo pa tam 40-50 gramov na 100. Kaj pa maščobe, recimo, ker maščobe imajo precej manjši volumen, pa veliko več energije. Recimo, če si ti v coni 2, boš kuril bolj, ne samo maščobe. Pa pol je odnos ogljikovih hidratov še kaj pomemben. Mislim, fat oxidation, pa max fat, ki so ga merili, je zelo variabilen. To je od, mislim, 22% do 88% glede na VO2, to je zelo širok razpon. In načeloma se moramo pač zavedati, kot sem tudi nekaj na začetku omenil, se pravi, porabljajo se tudi ogljikovih hidrati. Samo razmerje med porabo maščob ogljikovih hidratov glede na intenzivnost, zahtevnost vadbene enote je različno. In vsaj eden izmed ciljev vadbene enote je pa se, da vzdržuješ koncentracijo pač glukoze v krvi, se pravi, da preprečuješ tudi hipo med drugim, tako da s tem namenom, če so vadbe daljše, bi sigurno želel pač tudi nekaj ogljikovih hidratov. Dočim spet se lahko dotaknemo odvisno, kako si ti začel vadbo podprta. Če si ti zdaj v neko vadbeno enoto vstopil z relativno polnimi zalogami glikogena, pol tudi konc koncev neko uro pa pol, 2 urno pač vožno, če to res nizko intenzivno, ne rabiš odpeljati z nekimi
večjimi količinami hidratov, mogoče celo strategija prvo uro brez, pa pol 20 do 40 gramov v drugi uri je lahko čist dovolj. Ne. Pa še teh 20 do 40 v drugi uri, vemo, da pač hidrati rabijo nekaj časa, da pridejo v obtok, se bo mogoče bolj uporabljali kot ne za regeneracijo takoj po koncu pač vadbe. Ampak te recimo visoki napori, kot so recimo šprinti kratki, koliko lahko recimo procentov tega shranjenega glikogena porabijo? Recimo, da boš ti naredil, ne vem, 5 šprintov po pol minute, minuto. Ja, mislim, da je celo študija, mislim, da je 3 šprinte po 30 sekund na manj treniranih, kjer se zaloge porabile do 40-50% glikogena, se pravi, zelo hitro ti lahko načneš zaloge glikogena. Ne? In to je tista stvar, zakaj je ena, če je zahtevna vadbena enota, si krvav in želiš začeti, se pravi, izpolnimi in je zelo pomembno, da tudi v nekem zglednem času, po najde roku 20-30 minut začneš že z dostojnim vnosom filanja oziroma preprečevanja izgube. Ne? Se pravi, ja, tako da spet odvisno sicer, koliko si treniran, ne, tudi poraba maščob je od tega odvisna, ne, bolj trenirani kolesarji imajo višjo porabo maščob, manj pač manjšo, tako da marsikateri faktor je odvisen. No. Ja, razumem, ker recimo, koliko pa je pol časa, da nadomestiš recimo teh 40-50% izgube glikogena, koliko časa rabiš? Mislim, načeloma v grobom, ko končaš neko vadbeno enoto, pa če si jih pač načel, da jih nafilaš nazaj, rabiš tam, če pametno polješ 24 ur, mišične pač govorimo, jetrne se da pač hitreje, če kombiniraš predvsem za fruktozo, ki ti omogoči pač, ja, da se hitreje napolni, seveda tisti primer, to nekako, ko sem dal prej. No. Je pa res, da ja, spet odvisno, s kolkim si začel, koliko dejansko si jih načel, ampak po pravici povedano, to se v praksi s tem ne obremenjuje toliko, kot mogoče se zdaj slišalo zakomplicirano. Pač res, tudi pri nam, ker razvijamo pristop, pač jaz obroke obarvam, se pravi, imamo barvo semaforja obrokov in pač namen vsakega izmed zelenih, rdečih, pa potencialno oranžnih je ravno to, da pač probamo olajšati zadeve in čim bolj preprečiti, se pravi, da bi se kolesar rabil s tem dodatno obremenjevati. Ja, to nekako razumem. Zdaj, mislim, jaz nimam nekega vprašanja še dodatnega, tako res si zelo dobro razložil vse stvari o prehrani, tako med mogoče kaj je recimo po neki intenzivni vadbi ali treningu, je to tekma, kaj sledi pa pol, recimo, a so beljakovine pol bolj pomembne? Ja, zdaj ta beljakovinska fama izhaja iz džima, ne, se pravi iz fitnessa, ne, se pravi, dajmo čim prej 10-15 minut, pa že vidiš, kako si točil proteinske šejke, da bog ne daj ne bo izgubil mišice. Malo se šalim, ne mi zameriti, ampak iskreno pač je tudi mišična beljakovinska sinteza bistveno dlje časa aktivna, že po vadbi z bremeni in lahko traja tudi 24 do 36 ur, se pravi, to je vse okno, to ni potem majhen okenček, ampak imaš garažna vrata, se pravi priložnosti. Medtem ko pri ogljikohidratih je to malo drugače, predvsem v prvih urah načeloma se hitreje pač zafilajo zaloge in zato v bistvu prvi korak, ki ga hočemo doseči, oziroma prehransko pokrit so hidrati. Ampak to kar s cukrom? Ja, če zdaj govorimo o nekem šejku, obroku v prvih pol ure, je dejansko lahko tudi sladkor kot tak, tudi zelo najbolj učinkovita pač opcija, kombinacija spet glukoze, fruktoze, nekih virov, medtem ko pol naslednji obrok, potem je pa spet odvisno, kam imaš na sporedu naslednji dan, kako se počutiš, se pravi, več stvari se moraš vprašati. Poleg hidratov je pol tudi hidracija, sigurno, zelo pomembna, beljakovine so pa pol odvisne. Zdaj, če ti celodnevno pokriješ vnos, tudi pred vadbo, da imaš dobrega, te ne rabi takoj poskrbeti to, lahko ne počakaš na kosilo, večerja, pri večini kolesarjev je to v roku ure pa pol namenijo, in se ne rabimo s tem dodatno obremenjevati v regeneracijskem obroku. Dočim, se pravi, kot sem omenil, hidrati so načeloma pač ključni, predvsem pol v tem primeru, da se, če imaš naslednji dan zelo zahtevno
pač neko vadbeno enoto dirko, da se pač čim prej to nazaj zafila. Naprimer, klasičen primer so amaterski kolesarji, ko delajo naprimer petek do popoldneva, grejo na trening, soboto pa že zjutraj na kolo. Se pravi, ta okna za regeneracijo je izredno pač kratek, in če ga ne izkoristiš dobro, pa mogoče že pred petkovim treningom razmišljaš o tem, si zamudil pač priložnost. In tukaj zdaj priložnost govorim predvsem o filanju zelo glikogena. Ja, sej se strinjam, da so ogljikovi hidrati pač najbolj pomembni za vzdržljivostne športnike, ampak recimo beljakovine pa po mojem niso toliko pomembne za vzdržljivost, kot so recimo za neke fitnesserje. Mislim, pa v bistvu, kot sem prej omenil tistih 5 točk, v bistvu tudi so pomembne. Se pravi, na lestvici pomembnosti, ko je zahtevna vadbena enota, ko je zahteven, se pravi, trening, tekmovanje so sigurno hidrati pač na one. Ampak bolj, ko se zniža ta intenzivnost aktivnosti, bolj pač se razmerje tudi popravlja, oziroma optimizira tudi v prid, mogoče malo več maščob, malo več beljakovin, ker vsem pač z vidika regeneracije oziroma pač adaptacije, ko pač se gre v popravilo poškodb, ki so nastale tekom vadbe, so pa vsem tukaj pač beljakovine ključni polgradniki. Pač jaz tako vedno se pošalam še en mogoče primer pri beljakovinah, to isto, da gradiš hišo, pa imaš zidake, to so beljakovine, pa če zraven ne boš dal hidratov, ki so delavci, ne bo nič. Zdaj, obratno, sicer se lahko zgodi, da ti nekdo pride, da se to maščobe oziroma pač poraba iz beljakovin, pa se bo pač izgradilo to. Ampak če hočeš učinkovito, v bistvu v prehrani rabiš nekoga vedno med zraven enega sodelavca, če se zdaj tako izrazim, poenostavljeno. Sigurno pa je več delavcev v tem primeru, pač, ko si bolj aktiven, zaželenih. Ja, kaj pa hidracija, recimo, ko greš, recimo midva sva šla velikrat na kolo skupaj, ki je bilo mrzlo, pa misliš, sej nič ne švicam, lepo sem oblečen, pa verjetno tudi ne rabiš se neki zelo hidrirati, sam se mi zdi, da je vseeno veliko večja ta poraba, da vseeno rabiš veliko vode, še vedno je veliko porabiš, ne glede na to, da prav ne švicaš prav veliko. Ja, načeloma mislim, tako sigurno se stopnja znanja razlikuje, potrebe po tekočini so drugačne, kot v primerjavi zdaj, ko je vroče, ni pa nezanemarljivo. Zdaj načeloma tudi spet je odvisno, koliko vadba traja, koliko ti vstopaš hidriran v vadbo, zelo veliko rečemo, ki zdaj sploh, ko je vroče, da začni, malo spremljati tudi barvo urina, pa se pravi, da je svetlo-rumena barva, da prozorna, se pravi, je nek cilj potem čez dan, že pred treningom, pa po treningu, da nazaj čim prej to dosežemo, se pa pač potem stopnja res spreminja. Ne vem, če je bolj hladno, nekje pol litra na uro, lahko tudi nekoliko manj, če je bolj vroče, liter pa pol potencialno, je pol lahko tudi že vnosa. Je pa tudi tukaj treba pol prebavila za take vnose ekstremno navadati. Tako da pol priporočamo tako prviške vnose hidratov kot hidracije večkrat pomalo čez celo uro. Se pravi, ne cel mogoče gel 50-gramski ali 45-gramski naenkrat, ker se zna zgodi, da ti je slabo, pa pol še zraven čez vodo, je tukaj pol bolj pametno treba pristopati. Siguren, ja. Zdaj smo po moje kar dobro obdelali to po vadbi pa med vadbo, ampak kaj pa recimo pred vadbo, tako glede na dolžino, koliko prej se že rabiš nekako pripravljati na neko, recimo, če je zelo dolga zdaj stvar? Ja, jaz pri nas pravim, mi upravljamo trening to trening approach, se pravi, ko končaš trening, danes si končal trening v 2, daj takoj začni razmišljati, kaj imaš naslednji dan na sporedu. Se pravi, dejansko že dan prej, mogoče 24 ur prej, 12, odvisno, koliko je do naslednje pač neke vadbene enote, ali pa če imaš trening zjutraj, a ne pa pol zvečer, moraš se pravi v tem mestnem obdobju že začeti razmišljati. Prva stvar, kateri razmišljaš, moramo razmišljati še o regeneraciji, se da regeneracijski obrok napitek, tudi če je, ne vem, samo coffee ride, pa neko nastavljeno, se pravi trening, ker to je vsem priprava na naslednji trening. Druga stvar je, koliko obrokov lahko sploh spraviš v to obdobje. Zdaj, ne vem, če je to petek popoldne, končaš ob 4-5, imaš recovery, večerjo, potencialno, mogoče še po večerek, če ti rata spraviti, in pa zajtrk potem pred treningom. Se pravi, da imaš ti 4 obroke,
maksimalno izkoristiti, kot se pravi, da. Ne. In zdaj, če je trening bolj kot je naporen, bolj mora te 4 obroki temeljiti na ogljikovih hidratih, manj kot je naporen, bolj si lahko pač glede tega malo bolj sproščen, pa iščeš neko raznolikost. Je pa dejstvo, da tudi obroki za zahtevne aktivnosti je prav, da vsebujejo nekaj beljakovin, tudi maščob, mogoče kaj zelenjave, če to ni ravno zadnji obrok pred treningom. Obratno bo potem manj, ko si aktiven, bolj je lahko tudi malo več zelenjave, nekoliko tudi več beljakovin, pa porcionalna razdelitev hidratov je nižja, zdaj manjša, se pravi, zdaj mogoče najbolj praktično, se pravi, če je za neke manjše aktivnosti potrebno, ne vem, polovico krožnika priloge ogljikovih hidratov, pa pol, ne vem, četrtino beljakovin, pa četrtino zelenjave, je za zahtevne, se pravi, ne vem, potem bi tukaj imel v tem primeru, ki sem ga prej navedel, večerjo, pa zajtrk, predvsem osnovano, celotni krožnik, pa 3/4 neke porcije testenin, riža, zdroba, kuskusa, malo beljakovin, zelenjava, pa mogoče, ne vem, raje kakšne paradižnikove maki, pa zraven, se pravi, dodamo še to fruktozo v obliki nekega soka, ali pa ne, če imaš nek mlečni riž, zdrob, se pravi, se doda v obliki fruktoze, kakao, med, marmelada. Se pravi, najlažje tukaj zdaj argumentiram to na porcije. V praksi, v praksi mogoče pa delamo lik na kilogram tudi telesne mase, samo zdaj to je spet individualno. Zdaj smernice za vnosa za hidratov, če gledamo sicer na dnevni bazi, ampak mi to dnevno bazo pol preseljamo, če že od treninga do treninga, se pravi, je to mogoče dvodnevna, so 3 grame na kilogram telesne mase, ker je res minimum, ponavadi se v praksi niti ne poslužujemo, pa tja do 10-12, mogoče celo več pri profih. In pol pač ne, mogoče teh 10 pa 12 je treba razdeliti v neko obdobje. 4, 5, 6 obrokov, odvisno koliko imaš pač na sporedu, če je zahtevno, ali pa obratno, 3, 4, 5 grame, pa boš razdeliti v neko obdobje, če je manj zahtevno. Ja, jaz sem recimo, če govorimo o praksi, 2 tedna nazaj šel peljati 300 km s kolesom. 300? Ja, 310, povprečno 31 še malo, to je nekaj 10 ur, približno malo manj. In me zanima, če sem se pravilno hidriral in pa pravilno jedel, recimo. V bistvu sem imel 6 krogov po 50 km. In na vsak krog sem vzel en gel po 45 gramov ogljikovih hidratov, plus pol litra sem popil na ta en krog, ki je pa trajal tam okoli ure pa pol. Pa imel sem eno tableto elektrolitov noter, v temu pol litra. In po 4. krogu, torej po 200 km, sem imel pa eno malo krajšo pauzo, do malo daljša, recimo 20 minut, kjer sem pa pojedel recimo 300-400 gramov riža, pa še malo piščanca zraven. A to je tako, se ti zdi na prvo žogo tako dost? Mislim, na prvo žogo bi te vedno vprašal, kako si pa ti začel dneve prej, pa te aktivnosti razmišljati, se pravi. Vsak dan prej sem tudi kolesar, to moramo tudi upoštevati, da še vedno sem delal recimo 50 do 100 km, 3 dni prej, ampak zelo nizka intenzivnost, pa več sem jedel, torej več testenin sem pojedel, pa predvsem ogljikove hidrate, to sem predvsem hotel dvigati. Pa hidracijo, to sem pa malo pozabil, se mi zdi, na to hidracijo, ker je velikrat, in se mi zdi, da nisem bil predober hidriran. Mislim, tako ponavadi 2 do 3 dni prej začnemo low fiber diet, se pravi, znižamo nos vročin, če je to neka dirka varianta, zdaj tukaj spet ne bi bili, se to hočem povedati, ne bi bili toliko striktni, ampak vsem, predvsem to z namenom, da zmanjšamo, ker vsem je to velik stres za tvoja prebavila, se pravi, zmanjšanje pretok krvi, in če dodamo že prej neki prebavil, da že štartaš, mislim, neki vlaknin, ni najboljša popotnica, tako da sigurno, kakšen dan, 2 prej bi šel na nizek vnos, bolj beli ogljikovi hidrati, manj zelenjave, ne vem, semen, stročnic, oreškov in podobnega, in več bi temeljil na ogljikovih hidratih, predvsem zadnji dan, načelno, kot smo prej videli, mislim, spoznali sem omenil, je zadnji dan dovolj, da si nafilaš zaloge do maksa, in tam bi sigurno zdaj najprej povprašal, kako si ti sploh vajen, zdaj, če bi bil vajen, ne vem, če gremo zdaj sam na kilogram telesne mase, ne vem, prej zaužiti max 5, pol ti ne bi dal, ne vem, 12, pol bi šli, ne vem, iz 5 na 7, 7 na 9, se pravi, nekaj tazga, se pravi, sigurno pa okoli 10 gramov na kilogram telesne mase bi bilo pač kul pol hidratov,
maščobe, beljakovine so nekoliko manj bolj pomembne, se pač manj bistveno ukvarjamo. Vnos vmes pa spet, odvisno, koliko si ti bil tudi na kolesu vajen, a ne. Zdaj v praksi je načeloma pač tako, da bi si želeli 90 gramov na uro, mogoče potencialno celo več. Ampak spet mislim, da tega nisem dosegel. Ja, Recimo, tja ene 30 do 50 na uro, po mojem vnosa. Vsaj tja do 200 km, potem mogoče malo več. Sigurno bi šel na višje vnose, ampak ne bi šel, če bi prvič delala za sigurnost na 90, bi pa okoli 60. Probal pač iti, pa pol sproti videti, včasih mogoče da, kako se bo prebavila odzvala, ali bo pač bi bilo kaj težave, ali mogoče bi bilo še malo povečalo nos. Je pa dejstvo, da sploh te ultra preizkušnje, da moraš to 6 ur naprej, iskreno ful literature ni na to tematiko, ker pomeni, da vse, kar delamo, so predpostavke, izkušnje in določene mere eksperimentacije. Tudi v tem primeru, ko sem ga jaz omenil, načeloma, če bi jaz sam šel na hidrate 90 gramov na uro, pa če bi on res jedel tako by the book, on je kolesaril tam 18 do 20 ur v povprečju na dan, se pravi, energijsko ne prideš skozi, enostavno ne prideš. On je porabil med 13 do 15 tisoč na dan, ne prideš skozi s hidrati, če bi upošteval smernice, ne. Kar pomeni, da razmišljaš tudi, kako mogoče dati noter v te obroke, ki si imel pa pauzo, malo več mogoče maščobe, beljakovine ali pa mogoče potencialno celo vmes. Je pa res, da se pravi, ti si rekel, da si 10 ur vozil, načeloma to še ni tak problem. No. Zdaj, če bi bilo pač to 24 plus, je to pač potem tudi manipulacija oziroma se prilagaja beljakovine maščobe. No. Tako pa hidrate verjetno v tem primeru, pač ja, če narediš dober loading, low fiber prej, pa poskušavate postopoma iti proti 90, oziroma pač 60 na začetku, vmes, da si dobro jedel, vse tisto, kar si omenil, mislim po številkah, je to že kar pol dostojno. No. Pa še ena stvar, pol, ko končaš, veliko rekreativcev, pol pa taki gre na pir, pa gremo na glavo, pač to je spet dodaten stres za telo, dajmo probati čim bolj regeneracijo, sprevesti, dan, dva po takih eventih, sigurno, mislim, tudi več tednov lahko traja, ampak ja, vsaj dan, dva, da si še malo bolj pozoren spet na vnos hidratov, tudi beljakovin tukaj, pol pa postopoma spuščaš, oziroma odvisno, kako treniraš pol. To je zagotovo problem za rekreativce, tako opažam, da recimo vsaj jaz sem pol naslednja 2 dneva sem malo pretiraval, se mi zdi, še vedno naprej. V smislu treninga? Ja, in ne sej ni to toliko problem, kakor je problem to, da v bistvu še vedno malo pozabiš takoj po temu na to prehrano. Prej sem tako zelo pozoren, kaj bom jedel. Pa, ko narediš nekaj, pa malo ti vse nekako dol pade in nisi več pozoren na to, tako da rekreativci, po mojem, bi mogli imeti nekoga, ki nas bi skozi potiskal, da je treba še vedno jesti tudi pol. Jaz tako ponavadi na plan pol napišem, se pravi dobre regeneracije, daj saj poskrbi za ta recovery, da je dober, pol itak ponavadi grejo na kakšno pico, burger, meka, pač whatever. Se ni bane, ker tudi to je socialni aspekt, tudi to je moramo, ne delaš za, mislim, milijone nisi plačen, se pravi, verjetno bi pol takrat mogoče, ali pa ne, spet odvisno, drugače razmišljal, ampak se pravi, dajmo tudi to spodbujati, sigurno, ampak ne pa zanemariti, pa pač pol kar pozabiti, da si karkoli delal, ker sej slejko prej prije za tabo. Sigurno, ja. In tudi po treningih, zelo aktualne so runde, se pravi, nekakšna sreda, petek, sobota ima to in na glavo, pol dajmo malo na izica, pa pač ne boš se adaptiral na ta trening pol, če je to tvoj namen, zdaj, če je namen sam družne, pa se je spet stvar diskusije, ampak če pa želimo kaj več od tega, adaptacija, dobro regeneracijo, napredek poenostavljeno, pa manj zdravstvenih mogoče tudi težav, ja, pol je pametno saj malo razmišljati o tem. Kaj pa ti, Simon, recimo, on ima precej drugačne treninge kot jaz, ne? Jaz imam tako precej bolj fokusirano na neke dolge stvari, ne? On pa bolj krajše. Kaj bi pa recimo on mogel jaz recimo za neke vaje za moč, recimo, ali pa tako. Kaj je takrat? Zdaj spet, velikrat so v spredju. To je zelo pomembna, kot je recimo na te dolge, ker tudi porabe ni toliko, ampak še vedno me zanima tako, a je potem mogoče cuker bolj pomemben, kot je neki oglikovi hidrati, ko so jih dobiš iz testenin, riža in tako. Mislim, se je tudi tako, se pravi, tudi oglikovi hidrati, mislim, sladkor kot tak, ko sem govoril, dejansko cuker je ključen tudi v zdržljivosti, se pravi, dejansko bolj
kot pol pri aktivnosti Simona, ki si mogoče omenil. Se pravi, manj, ki si aktiven, manjše, ki so potrebe po energiji, se pravi, manj si potem odvisen od ogljikovih hidratov, manj rabiš fila, delati loadingov in podobno. Tako da v tem primeru spet bi šli na bolj raznolike obroke, manj energijsko podprte z hidrati, ampak po drugi strani jih pa spet tudi rabimo. Kot smo prej ugotovili, če hočemo, da se mišica zgradi, regenerira, rab tudi neke delavce. Saj v skrajni sili so lahko tudi drugi delavci, se pravi, ampak mogoče je tudi ekonomično gledano v narekovaju, je pa vsem ključno, da imaš seveda tudi hidrate, dostojen vnos beljakovin, ne rabiš pa zdaj spet fitness fama, iti na ne vem kakšne ekstremne vnose, na ne vem koliko gramov na kilogram telesne mase, beljakovin, 3-4 plus. Je nekje neka omejitev za beljakovine, ki je preveč. Precej absorbirajo, pa vse se bojo. Pa tudi mislim, da je študija 100 gramov na obrok, pa je potem bilo še to aktualno, če zelo poenostavim, še mislim, da naslednjih 10-12 ur. Se pravi, vse se bojo izkoristili do določene mere, ampak težava, ko forsiraš eno hranilo, lahko pohitro postane, ko zanemaraš drugo hranilo. In beljakovine kot take, pa z vidika makrotov, pač so beljakovine, ampak mikrohranil, se pravi, pa rabiš še tudi določeno telo pač hranilnost, se pravi, vitamine, minerale, in če izključuješ eno hranilo, makrohranilo, se pravi, ali to v tem primeru nizkih intenzivnosti so to maščobe, ali so to ogljikovi hidrati, vedno tvegaš lahko večje pomanjkanje. Ja, razumem. Sej, ko grem jaz recimo na kolo, se nekako držim tega, zdaj pa povej, če je to prav, se držiš nekako, da dokler si v coni 2, ti ni treba prav zelo skrbeti za ogljikove hidrate, pol pa se kar naenkrat zelo poveča to, in rabiš tudi precej hitreje povečati vnos ogljikovih hidratov. Je spet odvisno, koliko časa si, v coni 2, na primer. Ker pa tako pogledam, pač pravijo, da je v bistvu v coni 2 ti primarno dobivaš energijo iz maščob, ker oksidiraš maščobe. Ampak polke pa ne morejo več maščobe tako hitro oksidirati, pa moraš dobiti energijo iz ogljikovih hidratov. Predvsem, ko se pač intenzivnost viša, ali pa konec koncev tudi trajanje pol posameznega treninga. Če si uro pa pol 2, tam ful prehransko ne rabimo komplicirati. Potem pa 10. 10, tam pa pač bodo tudi ogljikovi hidrati pač ključni. Čeprav je intenzivnost recimo nižja. Tako, čeprav je nižja, bo vsem pač zelo pomembno, se pravi, da se jih vključuje v dostojni pač količini noge. Sej, kot si rekel takrat, da nikoli ni nečesa nič. Pač presenetljivo, kako tudi pri nizki intenzivnosti je pač tudi poraba lahko naraste, mislim, da je 1 do 2 tudi gramov na minuto, kar pomeni 60 do 120, če se preračuna. Ko prije športnikih nam v laboratorij, pa se jim pač tudi med drugim oksidacija substratov pač izmeri, interpretira, je pač tudi to zanimivo videti, kako se tudi pri nizki intenzivnosti porablja. Obratno pa zelo hitro lahko vidimo, sploh če je poraba maščob že na začetku zelo visoka, pa pol tudi, da se mogoče pa premalo na file ni prišla. Tako da včasih pol že hitro vemo, kje tiči problem. Kaj pa recimo, jaz sem imel uro Polar, ki ti po pulzu na koncu vadbe pokaže, kaj si ti pravzaprav kuril, iz kje si dobil ti vir energije. Recimo mi je napisal, da si v smislu 30% iz ogljikovih hidratov, 70% iz maščob. A je to res, lahko to res držiš te podatke na besedo, ali je to tako? Mislim, lahko je po nekem naključju mogoče celo zadela, ampak tako, naprimer, že primer, zdaj smo delali pri nas v laboratoriju, se pravi primerjave VO2, se pravi, koliko ti ura oceni in koliko ti pač v laboratorijskih pogojih. In načeloma, zdaj, če se ne motim, pa da me ne bomo moj kregal, mislim, da je napaka tam, da se jih je 30%, a jih je zadela, pa se jih je zmotil, zdaj se ne morem spomniti, ampak v glavnem, mislim, da jih je bilo 30% prav, ostalo so failali. Mislim, da, ne vzeti za besedo, ampak vseeno, se pravi, to so zgolj neke potem ocene, ne bi sploh po porabi substratov se na to pretirano naslajo, zato ker zelo pogosto se lahko zelo preceni
in pa udaraš 500.000 kalorij mem, sam to je lahko pač na mogoče tedenski, mesečni bazi pa že kar težava. Tako da tudi stvar, na katero ne bi polagal vse upe. Ja, mislim, da za rekreativca niti ni to spet najbolj pomembna zadeva, ampak takoj, ker pa si na nekem profesionalnem nivoju ali pa zelo visokem rekreativnem, pa po mojem mnenju ura ni več zagotovila, da ti bo povedala, kje si ti dobival energijo. Mislim, sej tudi na tem profi nivoju potem imaš za to odgovorne osebe, ki namesto tebe v bistvu razmišljajo in ti probajo pač olajšati zadeve oziroma te dosti energijsko podpreti. Ja, zagotovo razumem. Ja, sej jaz v bistvu nimam več nekih vprašanj, mislim, da smo kar veliko povedali o prehrani in tako. Koliko časa že govorimo? Že več uro 15, dobro, red. Tako da... Mene začel zmakati stvari, se mene ne sliša več prodava, ker nimam mikrofona. Tale se čist pregrela. Koliko pa sta snemala ponovadi? A sta manj? Ja, to je zagotovo eden najdaljših. Enkrat sem snemal uro 15, sam sem samo na telefonih tam izkos laufam. Ja, tako da tukaj... Tele sem pa hotel malo boljša kvaliteto videa in vsega. Ampak ta se pregreje, ta se očitno manj pregreje. Sama pa 20 minut omejitev snemanja. In moram pol vsakeč predstaviti, da začne spet snemati. Tako da to, kam dobijo na kamero, kam mi bo skos laufam, mirno. Imam pa na srečo, imam pa ves zvok, imam pa enotno, ni bilo treba delati kaj na telefonu. Super. Ja, kakorkoli, ura 15 je bilo veliko zanimivih stvari, vsaj zame. Zdaj, mogoče Simon, če tebe kaj zanima, ne vem, od mene je to. Mislim, da zelo dobro si povedal vse. Mogoče tako nazgleda, ker imam mikrofon, tale kamera. Koliko je pomembno, da se verjetno ste že vse velika pomembna, tako me direktno zanima, da jaz kalistenika treniram, veš kaj? Ja, vem. Ker zelo veliko ljudi, tako da mogoče vajem pa samo to temo, kaj. Koliko je tle pomembna prehrana, ker zdaj, ker si govoril, da tisto za po treningu, da imaš 24 do 36 časih, imaš okno se meni pol zdi, da je pri teh stvarih prehrana tako pomembna, da zdravo je, pa da nekako slediš nekim svojim... Ja, zdaj tako, nisem si iskreno še imel stranke iz tega, tako da iz prakse bom težko, oziroma načeloma pač teoretično, bistveno manj se rabimo sekirati kot pri kolesarjih, ker so energijske potrebe bistveno nižje, kar pomeni, da smo mi dietetiki glede tega malo bolj sproščeni, sigurno pa ne zanemarljivo, sploh še imaš ti neke, dajmo reči, cilje vezane na telesno sestavo, kjer mogoče želiš malo manipulirati za telesno maščobo, delaš mišične mase, pač absolutno tudi tukaj nezanemarljivo, samo pač razlika je tukaj, da verjetno sigurno ne bi šli na 12 gramov na kilogram telesne mase ali pa več, ali pa pač 10, ampak je to sigurno bistveno manj, sigurno pa tudi v tem primeru ugljikohidrati, potem kot nek anabolični stimulus v tem primeru so tudi zelo pomembni. Je pa dejstvo, da za izgradnjo mišične mase je pač primarno pomembno vadba, se pravi, tisto boš stimuliral, rast, vse ostalo je potem sam dopolnilo oziroma podporo. Tako da, sigurno pa v tem primeru lahko tudi več raznolikosti oziroma bolj monotoni, konstantni obroki, ker je potreba po energiji oziroma poraba med to aktivnostjo bistveno pač nižja. Ne bi pa pač zanemaril, tako kot mogoče ne bi zanemaril, prehrano nekoga, ki skozi na kavču ali pa nekega bolnika. Se pravi, prehrana kot taka je za vsakega posameznika izrednega pomena, ker je to v bistvu nastavek poleg vadbe z bremeni, vzdržljivostne vadbe za neko dolgoživost, za neko kvalitetno staranje, ki pa vemo, da je pač, si ga verjetno vsi želimo v čim boljši formi doživeti. Tako da sigurno pač stvar, ki jo ne bi zanemaril tudi v katerem koli športu. Ja, prehrana je zagotovo tik za spanjem ali pa spanjem najbolj pomembna zadeva. Ja. Samo to se mi zdi, da je tako težko reči, da je nekaj nad nečim. Spat moraš, jesti moraš, oboje moraš. Ja, veš, vsej polopraksi ponavadi se vprašajo, kaj je največji umitveni dejavnik. Sam tudi tiste
ostale ne moramo zanemariti. Ne. Zato tudi jaz kot dietetik, nisem strokovnjak za spanec, ampak vsem, sploh mlade športnike, vedno vprašam, koliko časa spiš, se dejansko zbudiš na span, se pravi, vezano tudi na kvaliteto spanca, kaj mogoče uživaš pred spanjem, pač da ne bi to mogoče negativno vplivalo na samo kvaliteto, ker tudi to je pol pogojeno. Premalo spiš, slabša regeneracija, mogoče slabše razmišljaš, večji imaš apetit, mogoče želje po drugačni hrani. In super je, da pol celostno gledamo to perspektivo. Tako da tudi jaz, ki začnem vedno delati s športnikom, ne glede na to, ali je to amaterski ali je to olimpijski športnik, je pač sistem vedno enak. Se pravi, želim spoznati the big picture, v smislu, se pravi, celostno sliko, in da pač vem, na kaj bi tudi pozoren. Ker ja, imaš različne športnike, različne profile, in ja, različne zadeve, na katerih je pač treba pol osnovati oziroma delati. Ja, hvala. Jaz nimam več vprašanj. Zelo dobro si na vse odgovoril, zelo zanimive primerjave si tudi dal. Tako da sem sam zelo vesel, da si danes prišel. Hvala, da si ti danes naredil zaključek, ker jaz sem bolj malo po svoje. Videla smo se več pogovarjala, da sem malo poskusil čim boljš sestaviti to skupaj, kolikor je šlo. Ja. Pa res tudi z moje strani najlepša hvala za... Ni problema, se pravi, sem vesel, da dobivam take priložnosti, da lahko delim znanje, da mogoče kakšnega malo bolj ozavestimo specifični ali pa pač tematiki, ki smo se danes pogovarjali, tako da z veseljem. Ja, sej, če hočeš še kaj sam povedati o svojem delu, lahko. Če smo že podelali rekord, rekord. Ja, sigurno. Ne, hecam se, se pravim, samo vesel, da dobivamo take priložnosti, da lahko delamo s športniki, mladimi, starejšimi, da delimo svoje znanje, se pa tudi mi strokovnjaki učimo, se mi zdi, da tudi te podcasti, ravno prej sem se s kolegom pogovarjal, so lahko dobro izhodišče, dober nastavek, ampak ja, če se izobražujemo, če delamo na sebi, upam, da ne vem, če bi me čez 2 leti povabila, bi kakšno stvar povedal na novo ali pa drugače argumentiral. Ja, ali pa je, se pravi, cilj. Jaz mogoče še kaj malo več vedel. Ali pa to, se pravi, zakupno, se pravi. Tako da se mi zdi, da je super, ja, da so take izobraževalne vsebine, pa ja, mislim, da sem tudi jaz povedal tisto, ker ste me vprašali. Ja, seveda, več kot dovolj in zelo zanimive primerjave. Hvala. Super, ja. Se vidimo naslednji dan.